Spoštovane dame, cenjeni gospodje, pozdravljam vas na slovesnosti Mestne občine Maribor, s katero bomo počastili spominski dan Mestne občine Maribor, saj je 4. septembra 1859 Anton Martin Slomšek sedež škofije prenesel v Maribor. Čeprav se je ideja zdela povsem neuresničljiva, saj je sam cesar leta 1832 odločil, da iz te moke ne bo kruha, se Slomšek ni vdal. Z veliko vztrajnostjo in trdno odločnostjo je počasi pripravljal ključne premike. Po 13 letih je vendarle dočakal dovoljenje cesarja in papeža. To je bilo vsekakor veliko delo, ki ga je lahko izpeljal le človek velikega formata, dobro zapisan v Rimu, na Dunaju in predvsem pri ljudeh. Slomšek je to vsekakor bil. Na Veliki Šmaran 15. avgusta 1859 je poslednjič stopil na prižnico v stolnici pri Svetem Andražu in se poslovil od lepe doline in njenih ljudi, ki so mu v letih, ko je bil tam kanonik in škof, prirasli k srcu. Splavi so po Dravi ponesli škofijske arhive v Maribor. Škof Slomšek in njegovi najožji sodelavci so 3. septembra 1859 prvič odpeli slovesne večernice v mariborski mestni župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika v novi stolnici, ki so jo za to priložnost lepo obnovili in okrasili. Maribor je slavil svoj veliki dan. In slavimo ga tudi danes, natančno 150 let po smrti Antona Martina Slomška. K pozdravni besedi sedaj vabim podžupana Mestne občine Maribor, gospoda Milana Mikla. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani visoki gostje, spoštovani nadškof, dr. Marjan Tunšek, spoštovani dr. Lipušek, lepo pozdravljeni tudi v imenu Mestne občine Maribor in seveda tudi v imenu župana Franca Kanglerja. Vesel sem, da lahko danes porabim to priložnost in vas nagovorim ob spominskem dnevu prenosu škofije v mesto Maribor. Iz tega mesta mi dovolite, da se zahvalim vsem tistim lokalnim predstavnikom, ki so z odlokom zapisali in enega izmed 4 spominskih dnevov imenovali tudi 4. september, tisti dan, ko je Anton Martin Slomšek prinesel škofijo iz Svetega Andraža v mesto Maribor. On je dokazal, kaj lahko zmore človek, ki ima veliko volje, veliko želje narediti nekaj dobrega za svoj narod. In s tem prenosom škofije je prav gotovo veliko prispeval k integraciji Štajerske k slovenskemu zemlju. Iz tega mesta sem tudi kot podžupan Mestne občine Maribor in seveda v imenu vseh Mariborčank in Mariborčanov, v imenu vseh tistih, ki vemo, kaj to pomeni, iskreno zahvaljujem. Spoštovani zbrani, vabim vas, da v okviru Slomškovega leta se še naprej udeležujete njegovih spominskih obeležb in na ta način seveda pokažete svojo pripadnost temu velikemu človeku, velikemu pesniku, pisatelju, duhovniku, predvsem pa človeku. In mesto Maribor mu je seveda za to iskreno hvaležno. Hvala.
Anton Martin Slomšek je s prenosom škofije v Maribor pritegnil slovenske duhovnike, profesorje in izobražence. Še istega leta, torej leta 1859, je ustanovil bogoslovje in teološko šolo. To je bila prva visoka šola v Mariboru in predhodnica današnje Mariborske univerze. Leta 1852 je s svojimi somišljeniki ustanovil Mohorjevo družbo, ki je najstarejša slovenska književna ustanova. Z milijonskimi nakladami svojih knjig je naučila Slovence ne samo brati in pisati, temveč tudi moliti in peti. Našega kmeta je naučila naprednega kmetijstva, živinoreje, kletarstva, čebelarstva, varčevanja in mu kazala pot k napredku. Slovenskega človeka je učila zemljepisa domačih in tujih dežel, domače in svetovne zgodovine. Anton Martin Slomšek je bil velik domoljub. Duhovniške kandidate je pri celovškem bogoslužju poučeval v slovenskem jeziku in tudi v njegovi zgodovini pustil velik pečat. Velik pečat je Anton Martin Slomšek pustil na številnih področjih. Nekaj od njih bo zagotovo osvetlil današnji slavnostni govornik, mariborski nadškof, metropolit, monsenjor dr. Marjan Turnšek, ki ga sedaj vabim k besedi. Dragi podžupan, cenjeni gostje, drage Mariborčanke in Mariborčani, najprej vam iskreno čestitam ob tem spominskem dnevu. Potem pa vas prisrčno pozdravljam tudi v tej naši mariborski Slomškovi stolnici ob tej slovesnosti. Maribor, Evropa, kultura. Pojmovni triptih, ki ga vsak poznavalec blaženega škofa Antona Martina Slomška brez težav poveže z njim. Letos, ko je Maribor Evropska prestolnica kulture, in v mariborski metropoliji obhajamo 150-letnico njegove smrti, pa ta povezava naravnost izstopa. Z veseljem želim poudariti to srečno ujemanje obeh let in dodati drzno misel, da mesto Maribor letos verjetno ne bi bilo Evropska prestolnica kulture, brez daljnosežnega vpliva Slomškovega uresničenja prenosa škofijskega sedeža iz Šentandraža v prestolnico Spodnje Štajerske pred 153 leti. Drzno misel zato, ker je nisem globlje proučeval, jo pa globoko v sebi čutim kot gotovost in sem prepričan, da bi jo vsaka raziskava tudi potrdila. Gotovo pa Maribor ne bi bila slovenska Evropska prestolnica kulture, če Slomšek ne bi uspel ob tem spremeniti tudi škofijskih mej tako, da so zajele medse večino Slovencev na Spodnjem Štajerskem in delno na Koroškem. V nasprotnem primeru bi mariborski okoliš čakala ista usoda, kot je doletela 18 pretežno slovenskih župnij severno od Gornje Radgone, ki so ostale v Sekavski škofiji, kjer danes praktično ni več slovensko govorečega prebivalstva. Se lahko malo zamislimo. Vse do Slovenske Bistrice bi to segalo. Seveda Maribor ni postal evropsko mesto šele s projektom Evropske prestolnice kulture. Ampak je lahko Evropska prestolnica kulture, ker je že bilo evropsko mesto z močno kulturno tradicijo. In v koordinate evropske kulture ga je dejavno vpel tudi njegov prvi rezidencialni škof in zato ostaja nujen obraz notranje moči Maribora kot Evropske prestolnice kulture in eden izmed ključnih ključev Maribora za odkrivanje njegovih skrivnosti. Naj bežno spomnim na nekaj evropskih potez blaženega škofa Antona Martina Slomška. Slomšek je živel
o večnarodnostni avstrijski monarhiji. Torej bi danes lahko rekli nekakšni združeni srednji Evropi. In to v zelo razgibanem obdobju. Kot je bilo v 19. stoletju življenje kipeče na kulturnem področju, tako so se dogajale velike spremembe tudi na gospodarskem, socialnem in političnem področju. Industrializacija, železnica, pohod delavstva in vedno večje težnje po demokratičnosti v družbi ter po pridobivanju političnih svoboščin. Vse bolj so se razvijale liberalne in revolucionarne ideje, še posebej med delavskim slojem, ki ga zajame tudi razkristjanjevanje in verska brezbrižnost. V Avstriji se je vse zgostilo, bi lahko rekli, okoli revolucionarnega leta 1848, ko se delavcem pridružijo tudi kmetje, mnogi manjšinski narodi v monarhiji pa pričnejo živeti pomlad narodov. Sredi tega tako burnega in izzivalnega časa je bil Slomšek duhovnik, vzgojitelj in pedagog, škof in knez. Torej vsestransko tudi politično angažiran. Lahko rečemo, da je bil to naravnost idealen čas za človeka s toliko življenjske energije, duhovnega prodora in moči, kot je bil Slomšek. Slomšek nikakor ni bil kakšen štajerski provincialec. Njegov duh je bil katoliško odprt in se je pogumno ter suvereno razgledoval po Evropi kot po svojem širšem domu. Njegovo versko in kulturno delo je daleč presegalo slovenske narodnostne meje. Ne samo, da je spremljal dogajanje od Francije do Rusije, ampak je nekajkrat zelo odmevno posegel v evropsko dogajanje. Poglejmo nekaj primerov, drobcev. Prvič je Slomšek posegel v širši evropski kontekst, ko je na povabilo ministra Tuna urejal nekatere šolske učbenike za celotno monarhijo, ne samo za slovensko področje. Dodajmo temu še eno iniciativo. Leta 1848 je dal salzburškemu metropolitu Frideriku Schwarzenbergu pisno pobudo, daleč pred drugim Vatikanskim koncilom, za ustanovitev neke vrste avstrijske škofovske konference ali posveta vseh škofov v monarhiji, da bi se poenotili v bistvenih pogledih na nastalo družbeno, politično in duhovno situacijo in tako tudi kot cerkev dali svoj doprinos k urejanju močno razburkanih razmer v letih okoli marčne revolucije. In tako je do takšnega posveta prišlo med 9. in 17. junijem 1849. Drugi Slomškov poseg v srednjeevropski prostor se je zgodil preko vizitacije benediktinskih samostanov. Na pregovarjanje že kardinala Schwarzenberga, takrat nadškofa v Pragi, je namreč sprejel nič kaj priljubljeno nalogo vizitatorja benediktinskih samostanov po vsem ozemlju avstrijske monarhije. To je zahtevalo nove napore pri neskončnih pogovorih z menihi, pisanje poročil na vse strani in skupno iskanje rešitev prenove redovnega življenja v posameznih samostanih, ki takrat ni bilo zavidljivo. 16 od 19 opatij je vizitiral Slomšek in s tem pripomogel k novemu zagonu benediktincev v srednji Evropi, ki so za Evropo in narode v njej imeli vedno pomemben verski in kulturni pomen. Zato se Evropi ni treba sramovati, da nosi v svojih temeljih zapisan tudi benediktinski ora et labora. Tretje v Evropi odmevno Slomškovo delo je bilo prizadevanje za edinost kristjanov. Prvi med škofi v evropskem prostoru je začel organizirano seznanjati ljudi s sramoto razdeljenosti med kristjani in soodgovornostjo vseh za zbližanje.
Leta 1851 je ustanovil bratovščino svetih bratov Cirila in Metoda, ki si je prizadevala za duhovni ekumenizem in se je kmalu razširila v češke škofije, na Slovaško, v Galicijo in prav tako na Madžarsko in v nemške dežele. Leta 1858 so na primer ustanovili podobne ustanove v škofijah Paderborn, Münster, Hildesheim. Škofov Münster je ob tej priliki poslal Slomšek čestitko, v kateri mu je voščil v imenu 27 000 članov bratovščine. Leta 1860, ko je že bival tu v Mariboru, pa je štela bratovščina že 34 260 molivcev za edinost kristjanov. Zaustavimo se za trenutek še ob Slomškovem delovanju v Graškem deželnem zboru in Dunajskem državnem zboru, katerih član je bil kot lavantinski knezo škof. Njegovo podobo gorečega pa dušnega pastirja si težko predstavljamo v političnih klopeh obeh zborov, ker je v tistih časih, kot je znano, vel precej proticerkveni duh, še posebej pod vodstvom ministra Šmerlinga. A premočrtni Slomšek je svojo nalogo izpolnil vestno tudi tam. Ko so na primer v deželnem zboru pisali zahvalo cesarju za preureditev deželnih mej, je sicer neuspešno, a pogumno predlagal, da jo napišejo tudi v slovenščini z naslednjo utemeljitvijo. V naši štajerski domovini živi več kot 400 000 Slovencev, ki so zvestobo do domovine častno dokazali tudi na bojnem polju. V naših razpravah jih ne smemo, ne moremo spregledati. Mi smo tudi zastopniki štajerskih Slovencev. Slovenci želimo položiti pred prestol globoko občuteno zahvalo za dar, ki so ga slovenske dežele prejele z novo ureditvijo. Zato predlagam, da bi zahvalno adreso napisali v obeh jezikih. Ker je bil za Blaženega Slomška, kaj je bil za Blaženega Slomška nacionalni interes, lahko zaslutimo tudi iz njegovega pogumnega interventa v Dunajskem državnem zboru, ko je zgroženo ugotovil, da je ljudsko štetje 1857 naštelo le dober milijon Slovencev. Njegova reakcija je bila: veseli me, da se vsi zavzemamo za veliko in enotno domovino, a vredno je razmisleka, da vse preveč poudarjajo nemški element in tako izzivajo narodnostni in jezikovni boj. V naši skupni veliki domovini prebiva 15 milijonov Slovanov, 5 milijonov Madžarov in samo 8 milijonov Nemcev. To je govoril v Dunajskem zboru. Če zares želimo graditi enotno, veliko in mogočno skupno domovino, pustimo počivati Leviatana jezikovnega in narodnega boja, ki ga izzivajo sovražniki domovine. Pustimo vsakemu narodu in jeziku enake pravice, kajti pretiran germanizem je nevarna pečina, na kateri se lahko vse raztrešči. Bodimo Slovani ali Nemci, naš program bodi vsakemu svoje. Glede na to, da obhajamo 150-letnico Slomškove smrti, se vrnimo v zadnje leto njegovega življenja, v leto 1862 in torej v Maribor, to letošnjo Evropsko prestolnico kulture. Kako se je zavzemal za njegovo kulturno rast? S posebnim poudarkom na slovenski kulturi razberemo iz dejstva, da je 3. avgusta 1862 bil prisoten na obhajanju prve obletnice delovanja čitalnice v Mariboru, ki je kot tretja nastala leto poprej tudi Slomškovim prizadevanjem. Glede na dejstvo, da je ob svojem prihodu, kot je zapisal v prihodu v Maribor, v njem našel le 12 pravih rodoljubov,
in z njimi leta 1861 ustanovil čitalnico, preseneča pozitivno podatek, da se je na prvi obletnici zbralo okoli 500 ljudi. Da je to tudi sad Slomškovega angažiranega delovanja v čitalnici, ki je ni po ustanovitvi pustil prostemu teku, postane jasno, ko odkrijemo, da je samo v letu 1862, čeprav je vmes obiskal Rim, opravil vrsto vizitacij, septembra pa umrl, imel v njej kar 4-krat govore. Vsi so bili narodnostno obarvani. V zadnjem nastopu nekakšni čitalniški oporoki razlikuje med krščansko in pogansko pojmovano narodnostjo. V poganskem pojmovanju prepoznamo sledi nacionalizma, ki druge zatira in uničuje. V krščansko razumljeni narodnosti pa Slomšek postavlja kot podlago edinost in ljubezen. Poziva prisotne k preseganju tistih razlik, ki delujejo rušilno med njimi, da bi mogli uresničiti skupni poklic narodov, ki je na zemlji povečati stvarnikovo slavo in blaginjo človeštva. In to podkrepi s podobo, da smo vsi narodi vršički enega debla, Adamovega po krvi, Kristusovega po milosti. Slovence v Mariboru je pozval: sloga jači, ne sloga tlači. Kako aktualen klic, kaj ne? Ne samo za današnji Maribor, tudi za celotno Slovenijo. V nekem drugem govoru je tisto leto dramil s podobo, da je za narod materina beseda kot za cerkev glas zvonov. Ker je bila do takrat predvsem cerkev varohinja ogrožene slovenske besede, poziva čitalničarje, kot civilno družbo bi danes rekli, da so zdaj tudi z drugimi sredstvi poklicani ohraniti in obraniti to iskrico slovenščine mile. Najprej tako, da jo sami spoštujejo. Čitalnice zato imenuje vrle narodne brambice drage slovenščine in slovenske narodnosti jedro. Njene člane pa poučuje, da namen čitalnice je povzdigniti liko in ceno slovenščine. Kolikor mogoče povzdigujmo to ceno tudi v narodu. Povejmo ljudem, kaj materni jezik velja, da ga bo tudi ljudstvo spoštovalo. Kot glavno vodilo glede narodne kulture je v tem zadnjem letu življenja članom Mariborske čitalnice zapustil skoraj kot oporoko tole: držimo se z obema rokama slovenščine, skrbimo za njeno umiko sebi in svojim. Po umiki in liki jezika se v navadi človek in ljudstvo časti. Jezik je najžlahtneji telesni dar Božji, pismo našega roda, po kojem se spoznamo in spoštujemo. Narodna beseda je večji del mati narodne slave ali pa mačeha, če jo vnemar pustimo. Vsem, ki ste tukaj, vsem Mariborčanom želim naprej lep prazničen spominski dan in hvala za pozornost.
Gospod brigadir Maher, bili smo na lepi slovesnosti občine Maribor ob 150-letnici smrti škofa Slomška. Kaj duhovno središče pomeni tudi za vojaško središče, kot je Maribor? Torej, Maribor je mesto, ki je bilo vedno naklonjeno vojaštvu, tudi v svoji zgodovini. V Mariboru imamo kadetnico, objekt, kjer se šolajo pripadniki Slovenske vojske, vsi častniki in podčastniki in tudi drugi uslužbenci v Ministrstvu za obrambo in pa seveda v Slovenski vojski. Tudi tujce imamo v tem objektu na šolanju in seveda takšno mesto, kot je Maribor, ki nas pri tem tudi podpira, seveda pomeni za nas eno veliko spodbudo in moralno zadoščenje. Zato smo seveda veseli, ko poslušamo tako zgodbe in dogodke okrog prvega mariborskega škofa Martina Slomška in seveda tudi generala Maestra, ki je pravzaprav naš na nek način prvi general. In to je tisto, kar pripomore pripadnikom Slovenske vojske, da spoštujemo tudi vse zgodovinske dogodke, ki so se v naši državi v preteklosti zgodili. Gospod brigadir, kako vi danes v vojakih, ki so pred velikimi tehničnimi preizkušnjami, fizičnimi preizkušnjami, motivirate, da to zmorejo, pa potem tudi, da imajo en zdrav odnos do domovine in pa do vseh teh naporov? Torej, najprej na prvo vprašanje, kako jih motiviramo za vse to, da zdržijo. Poglejte, pripadniki Slovenske vojske smo tisti, ki se za to tudi urimo in usposabljamo. In skozi urjenje in usposabljanje dobimo vojaška znanja, tako v odnosih med ljudmi, delo v skupini, kot tudi seveda za uporabo vseh sredstev, ki jih imamo v Slovenski vojski in poznamo seveda tudi druga sredstva drugih naših sosednjih vojska ali pa tistih iz zavezništva, s katerimi v operacijah po svetu sodelujemo. To je ena od oblik motivacije pripadnikov, namreč mi imamo profesionalno vojsko in pripadniki profesionalne vojske seveda delajo profesionalno in so zato svoje delo tudi motivirani. Če pa seveda zdaj govorimo še o drugem vprašanju, ki ste ga postavili, potem seveda lahko povem, da pripadniki Slovenske vojske s ponosom gledamo na svojo domovino in smo na svojo domovino ponosni. Ne nazadnje smo to dokazali pred 20 leti v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. No, sedaj je Slovenska vojska dejansko v NATO zvezi. To pomeni, da imate operacije tako rekoč po vsem svetu in ste faktor miru, tudi širši, ne samo za Slovenijo. Kako je ta zavest vstopila v slovenskega vojaka? Torej, najprej seveda, da celotna Slovenija, država je v NATO, ni samo Slovenska vojska. Pripadniki vojske smo morda v nekem trenutku bolj izpostavljeni, zato ker sodelujemo v zavezništvu bolj kot druge organizacije in ustanove v Sloveniji. Deležni smo seveda mnogih povabil v operacije kriznega odzivanja ali operacije za vzdrževanje miru po svetu in seveda mi smo to poslanstvo vzeli kot eno od naših nalog. In zato, ker seveda pripadniki Slovenske vojske skozi to izpolnjujemo tudi zunanjo politiko države na tak način, da seveda pokažemo, kako smo usposobljeni in kako dobro opravljamo svoje naloge. In lahko povem, seveda tudi se pohvalim, da naši kolegi, ki so pretežno tudi na poveljniški dolžnosti iz drugih držav, spoštujejo naš prispevek k skupnim prizadevanjem za ohranjanje ali pa tudi vzpostavljanje miru, kjerkoli pač sodelujemo. Največ nas je seveda v tem trenutku na Kosovo, nekaj tudi v Afganistanu, na Bližnjem vzhodu in povsod opravljamo enako zavzeto svoje naloge. Kako te izkušnje krepijo, povejmo, operativno moč vojske, Slovenske vojske? Zagotovo, če mi danes sodelujemo v operacijah kriznega odzivanja oziroma na operacijah, kjer delujemo po svetu, skozi te operacije dobivamo tudi seveda ali pa delovanje, dobivamo izkušnje. In te izkušnje so neprecenljive za usposobljenost vsakega vojaka. Namreč eno je samo mirnodobno usposabljanje, kjer se pač poskušamo živeti v neke razmere, medtem ko pa konkretno delovanje operacija na tujih področjih oziroma v neznanih področjih pa seveda pripomorejo k temu, da je usposobljenost bistveno višja. Tudi seveda v pripravah na te operacije dosežemo bistveno višjo pripravljenost za delovanje oziroma za izvajanje naših nalog. Gospod bivši rektor Mariborske univerze Rozman, vi ste vodili univerzo 8 let in to je ustanova, ki je v bistvu ustanovil Slomšek. Sedaj pa imamo 105 let njegove smrti.
kakšna je vloga univerze v nekem narodu? No, najprej bi rekel, da nekje začetki Univerze v Mariboru segajo vsekakor v 1859. leto, ko je bila ustanovljena visoka bogoslovna šola. In res je, da uradno nekako to štejemo za nekako res predhodnico današnje univerze. Mogoče res, da takratna univerza oziroma takratna šola ni imela ravno neposredne povezave za to sodobno univerzo. Vsekakor je pa nekaj zelo pomembno. Že takrat je dozorelo prepričanje, da smo v Mariboru sposobni organizirati kvalitetno visoko šolstvo. In mislim, da ravno to prepričanje bilo tisto, ki je potem kasneje leta 1959. Botrovalo temu, da smo si sploh upali začeti ustanavljati visoke šole, ki so kasneje prerasle leta 1975 v univerzo. Kako danes vi gledate na vlogo univerze? A je univerza tista, ki najprej prečisti in pedagoško poda vrhunec znanja in s tem pripravi študenta za to, da vstopi v svet znanosti in samostojno razvija svoje talente in sposobnosti, ali pa ima še kakšno drugo vlogo v oblikovanju miselnosti naroda? Poglejte, univerza je zelo integralna inštitucija, ki mislim, da ima pomen na večjih ravneh življenja. Če gledamo čisto uradno, univerza ima nekako trojno poslanstvo. Kot prvo je, da mora razvijati nova znanja. In zato vsaka univerza, ki hoče biti res univerza, mora biti sorazmerno dobra na raziskovalnem področju. Drugo področje je izobraževanje. To področje je, da tisto, kar je odkrito, tisto se na nek način prenaša na mlado generacijo. In tretje področje, o katerem se mogoče še vse premalo govori, je pa to, da skrbi tudi za kulturni, gospodarski in pa tudi siceršnji potencial področja, v katerem univerza deluje. Se pravi, da univerza je zelo kompleksna ustanova, skrbi za kulturni, tudi za gospodarski razvoj, mora pa se seveda predvsem za svojimi novimi odkritji, se pa mora dejansko uveljaviti tudi v mednarodnem prostoru, se pravi v celotnem globalnem svetu. Univerze so zmeraj bile nekako tarča raznih centrov moči, da bi bile v službi teh moči. In zdaj od recimo kraljevskih vlog pa potem do ideologij in vse to in pa totalitarne režimov. Kako danes univerze doživljajo deideologizacijo oziroma da postavljajo zopet tisti prvotni univerzalni svoboden pristop k znanju? No, danes se mogoče vse preveč pozablja, da univerza v bistvu mora biti avtonomna inštitucija. In če kadar vidimo po televiziji, da se policija sprehaja po univerzi, takrat vemo, da je z demokracijo v tisti državi nekaj narobe. Univerza je vedno, s tem, ko daja nova znanja, odkriva nova znanja, je vedno na nek način tarča tudi oblasti, oblastnikov, in ravno zato je ena izmed najpomembnejših nalog vsake univerze, predvsem pa vodstva univerze, da dosledno spoštuje in zagovarja avtonomijo univerze. Brez avtonomije univerze ni napredka družbe in tega se mogoče včasih, mislim, da še vse premalo zavedamo. Zato mora univerza ohranjati avtonomijo, braniti jo vsak dan, na vsakem koraku in seveda pa moram reči, da tudi družbe včasih zelo težko tolerirajo, da univerze postanejo preveč močne. In takrat nastopijo določeni pritiski na univerzo z namenom, da se univerzo slabi. Vsako dezintegracija univerze je v bistvu njena slabitev in odmikanje od tiste vloge, da univerza dosledno brani svojo lastno avtonomijo. S tem pa brani nacionalno samobitnost, brani pa tudi napredek znanstvene misli. Vsaka univerza ima tudi to priložnost, da dobi veliko genialnih študentov. Kako takrat potem, kakšna je vloga rektorja pa profesorskega zbora, da to genialnost pravilno spremlja in ohrani izvirnost pa ustvarjalnost?
Poglejte, na vsako univerzo se piše nekaj zelo bistrih in pa zelo odprtih glav. Vse tekom izobraževalnega pa tega pedagoškega procesa se te glave ali pa ti posamezniki, ki vstopajo, zelo hitro identificirajo. Takrat je naloga profesorjev, da te ljudi na nek način identificirajo in jih na nek način pritegnejo, predvsem bi rekel, da jih dodatno še raziskovalno motivirajo. Mislim, da obstaja tukaj kar nekaj mehanizmov, ki smo jih tudi na naši univerzi razvijali, včasih bolj uspešno, mogoče včasih nekoliko manj uspešno, ampak mislim, da na koncu koncev ta intelektualni potencial, ki kaže vse znake nadpovprečne ustvarjalnosti, mislim, da je potrebno razvijati naprej. To je dejansko gonilna sila v družbi. Seveda boste vprašali, koliko je dejansko mogoče teh študentov. Mirno lahko rečem, da mogoče jih tam kakšen 2% celotne populacije. Seveda ni mi povedati za besedo. To je veliko, ne? Ja, je veliko, ampak lahko govorimo približno o takšnem ocenjenem procentu. Seveda pa zopet znotraj tega dela bi zopet lahko iskali tiste, ki so pa res nekako res izstopajoči, tisti pa vemo, da je mogoče za vzorec. Ampak občasno se tudi takšne najdejo. Ima Mariborska univerza tukaj kakšen svoj profil, ima svojo izkušnjo, svoj model, nekaj, kar je samo vam uspelo? No, poglejte, na naši univerzi poskušamo takšne ustvarjalne študente nekako vključevati posebej v raziskovalno delo. Še so razmerno zelo zgodaj, jih pritegnemo v posebne skupine in nudimo neprimerno več, jih vabimo v delo v laboratorijih. Skratka, jih dodatno motiviramo. Zdaj, da bi lahko rekel, da smo tukaj toliko inovativni, če se primerjamo v svetovnem pogledu z drugimi univerzami, mogoče bi zelo težko našel nekaj posebnega. Posebej, če se primerjamo z tistimi univerzami, ki so tudi kapitalsko mnogo močnejše, ker tiste dejansko spremljajo po svetovnem spletu oziroma po svetovnih bazah rezultate takšnih ustvarjalnih študentov, jih posebej motivirajo, jih posebej pritegnejo, z njimi sklepajo posebne pogodbe, da jih pritegnejo za nek določen čas, se pa ve, da takšni ljudje potem tudi na takšni univerzi pustijo določene sledove in to so pa potem tudi kasnejši dobitniki Nobelovih nagrad. Gospod rektor, na kakšni stopnji je danes slovensko visokošolstvo? V smislu, kako pomaga slovenski družbi, da vstopa recimo v žive evropske skupnosti, potem v ta prostor zdaj, ki je tehnološko zelo zahteven, pa tudi znanstveno zelo zahteven, kako tukaj mi vstopamo v ta evropski ritem? No, mogoče se v Sloveniji vse premalo zavedamo, da večina inteligence, ki jo v Sloveniji imamo, je produkt Univerze v Ljubljani, takoj na drugem mestu pa je dejansko Univerza v Mariboru. To, kaj je končalo šolanje v tujini, pa ki se je po šolanju vrnilo v Slovenijo, tega je žal zelo, zelo malo. Se pravi, tako da mirno lahko rečemo, da takšno, kot je stanje v družbi, je tudi na nek način rezultatov slovenskega visokega šolstva. In prepričan pa sem, da bomo zmogli tako v Sloveniji za kadre, ki jih imamo na voljo, to stanje tudi izboljšati in slovensko družbo pripeljati v boljše vode v primerjavi s tem, kaj imamo v tem trenutku. Gospod Tone Ros, vi ste bili predsednik mestnega sveta takoj po osamosvojitvi. Imate veliko političnih izkušenj. Kako mestna občina, kot je Maribor, deluje in potem pa kako odločanje, ki je sicer zelo konkretno za tisoče stvari potreb mesta, kot je Maribor, pa le ima tudi neko drugo raven, da potem tudi ustvarja splošno soglasje na mestni in narodni ravni. Kako se to dogaja? Maribor je dal prvega rektorja Slovenca na Dunaj. Dunajska univerza z našim Miklošičem. Osrednja osebnost zadnjih 100 let
v Mariboru, dr. Trstenjak, iz Rodmošc, peški v Maribor, kasneje že z kolijo očetovo. Če so ti gospodje našli takrat vse možne oblike medsebojnega povezovanja. Nadaljujemo to, kolikor je v naših močeh bilo, in v času, ko smo se prevagali iz Jugoslavije v Slovenijo, je seveda Maribor bil tisti, ki je z veličastno podobo našega Antona Martina Slomška pokazal, tu smo doma, tako kot je to on želel, da bi bili Slovenci tu doma, za veki večno. Midva v prekmurskem govorečem jeziku tudi lahko rečeva in ponoviva gospoda dr. Smeja, ki sva ga ravnokar imela čast tudi pozdraviti, 22-letnik, tudi že prileten, in dejal je teden dni, tega je meni pri teh lipah, poglej, Prekmurci pa nas le nekaj je. Viš, kak se srečujemo, ne da bi se med sabo vnaprej naročali en drugemu. No in tak sva se srečala z gospodom dr. Strakom, ki sem ga zagledal kot vernega, duhovnega človeka v Magdalenski cerkvi pred 30 leti, in naenkrat ga pogrešam, je že v Rimu. Torej, kaj naj rečem drugega? Povezovanje v vsem tistem, kar je bilo dobrega, je prineslo seveda nam obilo rezultatov, in verjamem, da bo tudi v bodoče tako. Stojiva pri Slomškovi stolnici, pri Slomškovi zibelki slovenskega jezika in slovenske pesmi. To, kar je vsako leto, vsaj enkrat, ta oktet, ki mu pravimo mariborski oktet, heroj. Polovico pesmi je bilo Slomškovih. Danes, ko smo se poklonili dnevu, ko je preselil škofijo iz St. Andraža v Maribor, ob tem, da verjamem, da je bil pred dilemami, ali v Celje, ali v Ptuj, ali še kakšna druga dilema. Ampak zmagal je Maribor. Maribor, ki bo moral opravičiti tudi v bodoče to, da je veličina Prekmurcev, Prlekov, Likarjev, pa vse tja čez Boč, pa vse tja do trojanskega klanca, je štajersko, slovensko govoreči narod, predvsem po zaslugi, sigurno po zaslugi 4 velikih mož. Primož Trubar s katekizmom začne, žal prezgodaj konča dr. Anton Martin Slomšek. Nadaljuje z Slomškovo pesmijo in ljubeznijo do slovenskega jezika in predanostjo majster z sabljo, in takih nekaj majstrov, sicer miniaturnih vizavi ta pravega majstra, pa vendarle pomembnih, ob osamosvojitvi. Naj si kar Janša in Kučan podajo roke. Če ne bi bilo tiste mere skupnega soglasja za to, da imamo danes svojo državo, je ne bi imeli. In kličem
za bodoči skupni jezik vseh, ki bomo kakorkoli še kdaj imeli odločati. Gospod Nadškof, sedaj ob obletnici smrti blaženega škofa Slomška je cela vrsta slovesnosti tukaj. Kakšna je ta globoka teološka vsebina, ki jo želite sporočiti? Celotno leto, jubilejno Slomškovo leto, je nekako usmerjeno v njegov smrtni dan. Njegov smrtni dan pa je pravzaprav rojstni dan za nebesa. Zato je glavno sporočilo, ki ga to leto želi posredovati v slovensko javnost, cerkveno in tudi laično, sporočilo, da je človek presežno bitje. Da človek ne more se zadovoljiti samo s tem, kar doživi in doživlja v tem trenutku tukaj in zdaj. Da je človek pravzaprav po svoji naravi bitje, ki se steguje preko samega sebe. In Slomšek je bil tu mojster, bi lahko rekli. Mojster tega oznanila, poznamo njegove pesmi, ki pojejo, v nebesih sem doma, to oznanjujeta mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo. Ali njegova beseda iz ene izmed zadnjih pridig njegovih, ko pravi, nebesa morajo biti naša, pa naj stane kar hoče. Bog nam jih daj, Bog nam pomagaj. Se mi zdi, da je to sporočilo, ki ga današnji čas potrebuje. Zakaj? Zato, ker je transcendenca, presežnost na nek način izginila iz našega vsakdana. Človek je danes preveč usmerjen samo v to, kako bo preživel danes in s tem na nek način zanemarja svoje najgloblje globine, tam, kjer pravzaprav se konstituira kot človek. In zato se mi zdi, da je Slomšek kot blaženi, torej kot tisti, ki je že prestopil ta prag tega življenja in nam odpira perspektivo v presežno, tako pomemben in tudi tako zgovorno v tem času. Vi ste sedaj v predavanju imeli par istočnic, kako je on to duhovno razsežnost vnesel kot evropsko razsežnost in skušal presegati vse meje končnosti. Dejstvo pa, da je bil razglašen za blaženega, pa bo treba še najbrž malo poudariti, da se vidi malo z vsega, kar je dosegel, se pravi to, kar je zdaj, da tem tudi to za nas nekako močan navdih za naše delovanje. Kako je to prisotno v teh dogodkih? No, današnje predavanje, torej 4. september, ki je tudi mariborski spominski dan in današnja slovesnost je bila v okviru mariborske občine, ki me je naprosila za slavnostni govor, je v tem dnevu in v tem govoru sem hotel pa poudariti predvsem to drugo poanto Slomška. Namreč, ker je letos Maribor Evropska prestolnica kulture, si je ne morem predstavljati brez Slomška. In sem hotel pokazati te Slomškove koordinate, torej Slomšek, Maribor, Evropa in kultura. To je eno s Slomškom. In mislim, da ga premalo z tega vidika poznamo. Ga premalo poznamo kot evropskega človeka. Vedno govorimo predvsem o Slomšku kot Slovencu, kaj je naredil za Slovenijo, ampak je vse res, vendar je bil tudi Evropejec. Je s svojim delovanjem, ne samo tako, ker je pač tu živel, ampak svojim delovanjem je posegal v evropski prostor. In zato sem poskušal pokazati, da danes Maribor verjetno ne bi bil Evropska prestolnica kulture, če Slomšek daljnosežno ne bi toliko storil za prenos škofijskega sedeža iz Šentandraža v Maribor. In še bolj ne bi bil Maribor slovenska Evropska prestolnica kulture, če ne bi mu uspelo tudi reorganizirati škofijskih mej, tako da je večina štajerskih Slovencev in del koroških Slovencev pripadla eni samostojni škofiji. S tem je on doprinesel gotovo k temu, da je mariborski okoliš takrat, ki je segal od Ptuja do Ptuja in do Slovenske Bistrice, ostal slovenski.
ker drugače bi gotovo tudi ta mariborski okoliš doživel isto usodo, kakor 18 župnij severno od Gornje Radgone, ki jih ni takrat uspel priključiti lavantinski škofiji in so ostale v Sekavski in danes tam skoraj ni več slovensko govorečega prebivalstva. In to bi segalo vse do Slovenske Bistrice, če Slomško to takrat ne bi uspelo. Zato je tudi ta dimenzija tako pomembna. In še en vidik sem hotel izpostaviti, da je kot knezoškof bil tudi član deželnega zbora v Gradcu in tudi državnega zbora na Dunaju. In z dvema kratkima citatoma sem hotel pokazati, kako je tudi dejavno tam sodeloval, da ni samo sedel in poslušal, ampak da je dejansko se zavzemal za tiste, zaradi katerih je bil tam. In on je bil tam gotovo zaradi Slovencev v svoji škofiji. Vem, da je Sekrna pokrajina tudi zelo navdihovala civilno-ekonomske zadeve. Gotovo, tudi takrat še toliko bolj, ker takrat še niso v avstrijski monarhiji ni bilo te danes znane delitve države in cerkve. Ampak sta bila to dve entiteti, dva organizma, ki sta skupaj živela in sta tudi skupaj dajala doprinos celotnemu življenju. In takrat je torej ta povezava veliko bolj funkcionirala, kot danes bi lahko rekli, v pozitivnem smislu, seveda, lahko je pa tudi v negativnem smislu. Gospod Načkov, hvala za te istočnice. Ja, hvala tudi vam.